Ljudi se vas je zbralo tukaj na Trgu Republike, pa povejte predvsem zakaj. Mi smo se zbrali izključno zaradi tega, ker se ne strinjamo s trenutno politiko, ne strinjamo se z vlado, ne strinjamo se z ukrepi, ki jih sprejemajo. Tudi danes, v tem trenutku sprejemajo zakonodajo, ki je pogubna za narod in s tem se ne strinjamo in ne bomo se nikoli strinjali. Bojda ste želeli se tega protesta držiti z traktorji, pa se je nekaj zalomilo. Narobe, recimo ne. Tam smo šli po glavni cesti in so rekli, da nam pač dokumente, da bojo preverili, so pač specialci preverili, smo videli, da je vse v redu. Prometna policija tudi prišla in smo prišli tam not, da bi na parlament not zavili, so nas še enkrat ustavili, sam je pa problem pa res, tam je pa cesta zaprta, da je v bistvu samo za avtobuse ne bi smeli pa res pelati. In pač to smo porešili ali pa pošliftali in smo šli tukaj naprej, zdaj pa nas napostajajo, da bi prišli do parlamenta. Zakaj sem tukaj? Zato, ker mi ni vse eno, kam so pripeljali to državo. Recimo, kaj konkretno vas najbolj moti? Kaj konkretno? Korupcija, njihovo hlapčevstvo in to, da nam vse diktirajo iz Bruslja, in da oni veselo kimajo in polnijo lastne žepe, narod pa strada. Samo kupčkajo se, samo govorijo, samo obljubljajo, vsak dan so kakšne nove afere, denar se preklada, v milijonih ga kradajo in sicer so ga kradili, pa obedno za nobeno stvar ne odgovarjajo. Nevadno pravijo, če ne boš položnice plačal, te bojo pa rubelj. Zdaj v primerjavi recimo z protesti takšen čas lansko leto je udeležba precej majhna. Se vam zdi, da je vstajništvo nekako zamrlo v tem letu? No, tam je predvsem bil pomemben trenutek, ki je bil dobro izkoriščen. To pomeni od bom rekel, neke samoorganizacije ljudstva, kjer je pač bilo tudi v Mariboru 15,000 ljudi na protestu v enem momentu, kar se je kasneje seveda preselilo v Ljubljano in po celi Sloveniji. Pač očitno tega naboja več ni, čeprav se mi zdi, da bi glede na eno leto, odkar se je to dogajalo, bi nas moglo biti v bistvu še več na ulici.